Živjo, kako ste? Sem dr. Aleksander Mota, fizioterapevt, osteopat in avtor knjige Skrivnosti hrbtenice brez bolečin. Rad bi nekaj izvedel od vas. Imate bolečine v rami, bolečine v rokah? Poznate koga, ki jih ima? Zato ostanite z mano, se vam bom v tem videu pokazal, kako lahko v samo 3 minutah olajšate bolečine v ramenih in rokah. Običajno imajo tisti, ki imajo težave z ramo, bodisi zaradi burzitisa ali tendinitisa, skupno težavo, in sicer bolečino v ramenskem sklepu, ki včasih potuje po roki navzdol. In te bolečine običajno spremljajo te ljudi zelo dolgo časa. Te bolečine običajno prizadenejo tiste, ki veliko delajo z rokami, kot so frizerji, učitelji ali pa tiste, ki pri delu skoraj ne premikajo ramen, kot tisti, ki delajo z računalnikom in tipkajo. Kjer je gibanje predvsem v zapestju, dlaneh in rokah, ne pa v ramenih. Torej, gremo. Prva stvar, ki jo boste naredili, je, da najdete mizo ali nekaj, na kar lahko naslonite roko, da bo roka popolnoma sproščena. Druga stvar, kožo boste drseli po mišicah. Kako to naredite? Z odprto roko jo položite na ramo in drsite z ene strani na drugo. Podrobnost je, da roka drsi po koži šele na koncu gibanja. Koža drsi po mišicah, kitah in to naredite tako, da greste navzdol do komolca, nato spet navzgor, ta gib ponovite 3-krat. Dol in gor šteje kot 1, ponovite 3-krat. Drugo gibanje je podobno, le da namesto drsenja kože po mišicah, poskušate prijeti kožo skupaj z mišicami in jo dvigniti. Premaknite na eno stran, zadržite 10 sekund, nato premaknite na drugo stran in prav tako zadržite 10 sekund. Na naslednji način začnite tam na vrhu rame. Stisnite, primite mišico, kot da bi dvignili roko in jo potisnite nazaj. Štejte 10 sekund. In nato naprej še 10 sekund. In spuščajte se do komolca. Roko malo spustite, primite kožo in mišice, dvignite, potisnite nazaj, zadržite 10 sekund. In naprej zadržite 10 sekund in spuščajte se. To počnite do komolca. Ne pozabite, če imate kakšno točko bolečine, boste mišico povlekli navzgor in jo držali v tem položaju in bolečina bo popustila. In na koncu boste naredili podobno kot pri trapezni mišici, to je ta mišica tukaj na rami. Z enakim odprtim prijemom boste povlekli trapezno mišico navzgor in jo potisnili nazaj. Štejte do 10. Nato jo potisnite naprej in štejte do 10 sekund. Ta mišica, ker je velika, zelo močna in je pogosto povezana s čustvenimi težavami, kot sta stres in anksioznost, boste morali to gibanje ponoviti večkrat. Predlagam, da to gibanje na trapezni mišici ponovite od 3 do 5-krat. Po teh gibanjih, po teh 3 vajah, boste začutili, da je vaša roka veliko lažja. Tudi če nimate nobene bolečine, nobenih težav z ramo ali roko. In samo za hitro povzetek, v tem videu ste se naučili 3 gibanj. Prvo, drsenje kože po mišicah. Začnete pri rami, spustite se do komolca in se vrnete nazaj do rame. Ponovite 3-krat. Nato poskusite povleči mišico in jo držite 10 sekund. Ko jo potiskate nazaj, 10 sekund, ko jo potiskate naprej. In roko spuščate navzdol do komolca. In zadnja vaja, zadnje gibanje je, da naredite isto gibanje, ki ste ga naredili z roko, na trapezasti mišici. To priporočam, da ponovite od 3 do 5-krat, ker je to močna mišica in zelo povezana s čustvenimi dejavniki. Aleksander, kolikokrat moram to narediti? To lahko in morate narediti vedno, ko začutite potrebo. Vedno, ko začutite kakršnokoli nelagodje ali bolečino. Naredili boste te 3 vaje, ki so izjemno hitre in preproste, a prinašajo resnično olajšanje za celotno področje rame in roke. In vam je bil ta video všeč? Če me gledate na Facebooku, všečkajte spodaj, všečkajte mojo stran na Facebooku, dr. Aleksander Mota, tako boste prejemali in spremljali. Vsak teden bom objavil 2 takšna videa, kjer bom prinašal praktične in preproste nasvete, kako lahko zmanjšate svojo bolečino in izboljšate kakovost življenja. V komentar spodaj napišite, kaj ste občutili, ali ste imeli lažjo roko, ali se je vaša bolečina zmanjšala ali ne.
Označite nekoga, ki se pritožuje in za katerega veste, da ga boli ramo. Če me gledate na YouTubu, stisnite všeček, se naročite na moj kanal, tako boste prvi prejeli vse videe, ki jih bom tukaj objavil. In še zadnji nasvet. V opisu tega videa bom pustil povezavo, da se prijavite na moj VIP seznam. Če želite, pa lahko obiščete tudi našo stran segredosdacolunasendor.com.br in tukaj se poslavljam, lep pozdrav in se vidimo v naslednjem videu.